odpadne vode in ravnanje s komunalnimi odpadki. Predlagam pa seveda, da dajo v predstavitev, da se veže tudi na 10. točko. Bi predlagal, da se seveda najprej uvodno odločitev da za obe točke, sočasno, potem pa gremo v razpravi in pa se glasujemo vsake posebej. Najprej David Klein. Hvala lepa za besedo. Kot je župan predlagal, da bi se obe točke te elaborati in cene predstavljali skupaj z programi in z poslovnim načrtom, kar je vse skupaj tesno povezano. V skladu s 5. členom uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, ceno storitev posamezne javne službe za območje občine pripravi izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe in jo predloži pristojnim občinskim organom v potrditev. Javno podjetje Komunalne Rečice je predložilo elaborate o oblikovanju cen storitev izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo ter ostalih gospodarskih javnih služb. Zato bi jaz prosil gospoda Aleksandra Spančiča, da bi nam predstavil te elaborate in naredili predloge za uskladitev cen. Hvala. Hvala za besedo. Lep dober večer. Zdaj, pred nami je veliko število dokumentov, vsi dokumenti so na koncu obravnani v poslovnem načrtu. Zdaj, pri pripravi poslovnega načrta smo se podjeli potrudili, da bi prisluhnili določenim pomislekom in predlogom, ki ste jih zadnjem obdobju materijalni naslovni občinski svetniki. In zdaj, ker je vseh dokumentov res zelo velik, se bom osredotočil na ključne podatke, ki bi predstavljal ostalo po vaših podatkih vprašanje. V letu 2024 načrtujemo pozitivno poslovanje in tudi precejšnjo posodobitev naših delovnih strojev in opreme. Predvsem na cestah in zimskih službi je naš park precej star, kar vključuje kako bomo zvani teh storitev in moramo nujno posodobiti. Odločno smo se lotili tudi organizacijske strukture in aktualno za leto 2024 in leto prevetril. Namesto zadnjih 5 sektorjev bomo imeli zdaj 4 področja, bomo organizacija razdeljena na 4 področja. To so gospodarske javne službe, investicije in razvoj, ekonomika, pa splošne službe. Do zadnjih 5 sektorjev je vodilo 5 zaposlenih. Novem letu bodo podali 5 področja, vodili 3 zaposlenih. Področje ekonomika pa investicije bosta združeni v eni vodi. Zdaj, z namenom boljše pa učinkovitejše te optimizacije dela na operativnem nivoju smo uvedli službo za izvedbo storitev. Tukaj je zelo pomembno res, da smo želeli združiti celotno operativo nekje pod enim vodjem, ker zdajšnja struktura, kjer je pač bil direktor pa vodi gospodarskih javnih služb, potem gospodarskih javnih služb so imeli posamezne enote in potem te enote so imeli svojo operativo. To je v bistvu, mislim, ni bila optimalna organizacija, ki je prehvala za bitko, recimo takih nepohodnih zadev. Zdaj je pa to tega več ni na tak način, imamo to službo za kakovostno dala storitev, ki jo pač vodi en vodje, po katerem je v bistvu praktično cela operativa. In on potem ustrezno prerazporeja ljudi glede na potrebe, tam, kjer je to potrebno, tudi stroje, naprave, kar je lažje. Potem prej se mogo vedno se usklevati 2 vodje, recimo organizacija, vodovod, rabljivih strojev, zdaj pa to ena oseba, ki bi na tem in ima tudi pod eno vodno, v bistvu so opremo in ljudi, z izjemo pogrebne službe, kjer je pa taka specifika, da v bistvu še določno deluje, ker ljudje pa niso imajo določno posebno znanje, za posebne storitve. Zdaj,
Zdaj, kar se tega, recimo, v načrtu, sem kot primer, to se odraža potem tudi v samo naši organizaciji na tak način, na primer, v letu 2024 je bila načrtovana investicija v višini 100 000 evrov, da bi smo napravili stavili dvigni še eno nastropje, za novo streho in bi s tem tudi nove pisarne. Zdaj, te investicije ne bomo izvajali. Po tej reorganizaciji imamo zelo stoječi stavili dovolj prostorov, dovolj pisarn, pa tudi v bistvu še dobili smo eno sejno sobo, ki imamo še prostora za eno sejno sobo, pri nivo. Zdaj, kot bomo pa zamenjali streše, ker nismo govorili, da bo pač kdo se bi bila sončna elektrarna, da bomo imeli streje, bomo preostanek tega pač se da stroje in opremo. Predvidoma bomo imeli leto 2024 22 zaposlenih, kar je 8 manj kot leto 2022, kot je 100 zaposlenih. Smo pa v teh 92, ker tudi že vključimo dve nove delovni mesti, ki so nujni in da zdaj nismo imeli, pa so res potrebne ene državalce elektrike, pa strojnih naprav, imamo električare, imamo v bistvu ogromno elektrike naprav in je zelo pomembno za vzdrževanje, pa za to, da bomo imeli, da ne prihajajo nepotrebnih poškodb, tako naprej, da imamo električare v firmi in drugo je tudi vzdrževalce vozil pa strojev, ker je zelo pomembno, da na enem mestu, na lokaciji Petrola, ki ga zdaj urejamo, bomo pač na enem mestu vse stroje pa napravili in izvajali, tudi da bomo imeli pod enem človeku celotno kontrolo, da ne prihaja potem do nepotrebnih okvar in da bomo tudi stroje ustrezno vzdrževali. Zdaj, s tem zmanjšanjem števila zaposlenih v organizaciji smo zajezili stroškov dela, ki jih pričakujemo, vemo, da se svetno bodo dvig minimalne plače, tudi ostali dejavniki so, ki vplivajo na dvig stroškov dela, ampak to smo imeli s tem, da smo svoje notranje rezerve poiskali. Še celo več, predvideli smo za zaposlene tudi recimo uvedbo nekaterih ukrepov, eno od tem je hitri dostop do zdravnikov specialistov, uvedli bomo pač to, da bodo naši zaposleni lahko pač po 10 dni prišli do specialista, to so odločena zavarovanja, ki jih lahko vzamemo. Moramo vedeti, da bolniške odsotnosti so veliki problem, ki sem začel narediti v lokalu, da je približno 12 ljudi konstantno bilo na bolniški, kar je veliki strošek, velik prevencijski problem pri izvajanju storitev. Gotovo zdaj se s tem ukvarjamo, što to je eno tak treba. Podrobno smo se vodili temeljiti vreme skladiščnega poslovanja nabave, kontrolno uporabo materijala, veliko pozornost smo tudi izvajali kontroli in kvalitete izvedbe naših storitev. Zdaj, potrudili smo se, da se vsi ti ukrepi odražajo tudi v predlaganih cenah. Podarjamo je, da moramo na svoji položnici obračunamo na eni strani svoje storitve, na drugi strani se zaračunavajo tudi omrežnine. Te omrežnine so v veliki večini v bistvu prihodek proračuna, medtem ko storitve so pa del, ki pokriva stroške delovanja pa vzdrževanja omrežja. Zdaj, tukaj smo razdelili, v poslovnem načrtu se vidi recimo pri cenah, da smo razdelili dve točke storitva 1, storitva 2. Storitva 1 so tiste, ki so pač, ki imajo postoječe veljavne cene, to je vodarina, obdelava komunalnih odpadkov, zbiranje in odvoz. Tako vseh vrst komunalnih pa tudi bioloških, to so 4 cene. Če pa pogledajo indeks preseg je pod 100, kar pomeni, da smo pri vseh teh cenah se potrudili v bistvu tudi za občutek te cene znižati. S tem tudi jasno nakazan trend pa smer, pač v katero želimo iti. Potem pri drugem sklopu storitev, to so pa odvajanje čiščenja odpadnih voda, kanalščino, čiščenje pa odvoz grezničnih gošč. No, tukaj je bilo v letošnjem letu, ki ste sprejemali načrt pa elaborate za leto 2023, je bilo tukaj tudi upoštevano proračun. O čem tukaj govorimo? Zdaj na vodoskrbi imamo števce in vemo, da se proračunski proračun izvaja tekoče glede na porabo. Ko porabiš, kako plačaš, če preplačaš, dobiš tekoče nazaj in tukaj ne prihajamo presežkov. Na kanalščini, čiščenju, odvajanju se da ni takšnih števcev, tudi da se to, kar je v preteklih letih se te službe plusov sklade, se je potem v letošnjem poračunal od tako, da ste letos tukaj ne vem, da je do junija znižali ceno in to občutno, cena kanalščine ste znižali na 72%, na
celo večji, kot je bil v preteklosti plus, ker je bil ta znižen res visok. No, zdaj mi smo seveda predlagali, da se cene vrnejo na tiste pred poračunom, tako kot so realno v tiste zadvanje teh služb. In tudi tukaj smo gledali zato, da smo ostali pod cenami, ki so bile prej uveljavi in indeks pod 100 pri čiščenju, kjer pa poračun tudi je, da smo pa se ostali na isti realni ceni, ki je bila do zdaj, ker pač tam je bila razvita dosti menja. Potem drugi tretji sklop so pa omrežnine, kjer pa lahko vidite indekse, ne vem, 112, pri omrežnini za oskrbo s pitno vodo je to 99, ki se radno zniža. Omrežnina pri izbiranju odvozu odpadkov pa so ti indeksi celo višji, 134, 131. Sem da pojasnim, te omrežnine, omrežnine so pač celotno vrednost omrežja, ki je vrednost najema, ki plačuje potem občino proračun, mi razdelimo med uporabnike komunalnih storitev. Tukaj pa zdaj, ker se je povečalo vrednost zaradi novih vodovodov, celovodov in tako naprej, je tukaj vrednost pešen, potem pride do više cene. Zdaj, ta indeks na infrastrukturi predodatki kaže veliki indeks, v bistvu tukaj govorimo, je res podajal. Obstoječa cena je nič 2,9 centa, kar pomeni, da je to je nič 2,9 evra, to je nič 2 centa. Medtem, ko zdaj je pa nič 3,9 evra in tukaj, mislim, ta učinek na položnici v bistvu je, čeprav je indeks ta vrti, je praktično da ni, recimo osebo, mislim, da je okrog 2 centa na digitalna učinka pri tej ceni, čeprav je indeks visok. Sem tako, da pojasnim, da ne bo zgledano kakorkoli, mislim, da je to glede za visoko povišanje v teh postavah. Je pa to posledica, ne vem, kako se je dvignilo, pa samo ena voda, ki se je na pošto naredila, da je to dvignilo vrednost tega premoženja, da pač pride do takšnega dviga. Hvala lepa za enkrat, pa se trajno stalo pri vprašanju. Hvala, odpiram razpravo, da se boni, če želijo. Mislim, da to sta pravno. Za gospodarske javne službe. Ja, hvala za besedo. V bistvu na odboru smo imeli razpravo in debatirali to, kar je bilo predstavljeno. In moram reči, da smo bili za predstavitve zadovoljni, predvsem s tem, da neko cena nekje ostaja na tem nivoju, kako so bile, se pravi, da ne gre za povišanje. Predvsem pa tudi smo izrazili zadovoljstvo z predstavljenimi ukrepi, tudi tem da se optimizira število zaposlenih, da se iščejo te notranje rezerve, za katere je bilo prej zatrjevano, da jih praktično več ni. Jaz mislim, da tudi to, da smo v preteklem letu nekajkrat na tem občinskem svetu razpravljali po tej tematiki, je bilo pozitivno in da so, tudi te razprave našli upeljali, da je to poslovanje, mislim, zdaj sestavljeno boljše in da lahko verjamemo, da bo tudi, se strani komunale nek trud vložil to, da se uporabniki ne obremenjujejo oziroma da se cena ne bo poviševala zaradi nekih banalnih razlogov. Hvala lepa. Hvala. Odpiram razpravo. Nataša Šencarnik se prva prema, še želi se prijaviti razpravi. Dobro, s tem zaključujem prijavljanje razprave in prosim, najprej Nataša Šencarnik. Hvala za besedo. Tudi jaz bi se pridružila predlog Kriteriču v narejenem smeri cen komunalnih storitev. In to izrazila mogoče smanjeno skrb, kar se tiče omrežnine. Gre za to, da konkretno krajevna skupnost tiče, mislim, da še zelo veliko krajev ima salonitne cevi, kar je za ta čas popolnoma nepredmeni. In mislim, da bi mogli pristopiti k zelo planiranju zamenjavi teh cevi, pod nekem planu, kje so prioritete. Jaz vem, da je ta infrastruktura last občine
Me pa zanima, ali službe, kot so, oziroma vaše podjetje kot oddelkom, mislite vključiti tudi v ta del gradbenih investicijskih in se prijavljati naprej na take projekte, ali kot sem brala v samem poročilu, zaenkrat so tudi družbe v mirovanje, če sem prav razumela. Tako da bi prosila odgovor mogoče tako strani oddelka za infrastrukturo, kot vašega, kakšna je vaša strategija komunalne na tem področju, skrbi za pitno vodo. Tako da se dejansko naredili plan zamenjave teh cevi, ki so zdravljo škodljive, dokazljive. Predvsem to pozdravljam. Hvala, naprej Boštjan Kojevič. Hvala za besedo. In samo eno vprašanje zasledil sem, da si gre na kup nove vrnjaka za odvoz komunalnih odpadkov. Zanima me, ali bo to vozilo kaj manjše. Majhno vozilo se kupno lani na Kostaku in je veliko bolj primerno za te vaške ceste, ki so širine tam nekaj 3 metre, ker te velika vozila delajo dodatno škodo. Hvala, Aljoša Raf. Na koncu vam povede. Hvala za besedo. Tudi mene veseli, da smo slišali že zadnjič na odboru danes, da se ta organizacijska struktura malce tanjša in se s tem odvijala na znižanju stroškov. Še tako, kot je rekel Fer, da sploh v luči tega, da je v preteklih letih večkrat rečeno, da notranjih rezerv ni, seveda, da jih poskušate najti, kar od malo zboja skrb, da bi pa znala, upam, da zaradi tega ne bo prišlo do odpadca kakovosti storitev. Potem pa še samo ena pripomba, tako čist prišna, pač trudite se zmanjševati stroške, nam smo pa dobili, je pa poštar prinesel komunalkota, čeprav ste pred nekaj, ne vem, 2 tedna nazaj, koliko je bilo ste raznašali vrečke pa koledarje in bi lahko sproti še to naredili, da je zdaj treba plačati pošto. Seveda pa, kot sem že večkrat povedal, tukaj vprašanje smiselnosti samega komunalkota, a je to res potrebno in a je to res strošek tega res upravičen, da bo zaradi tega ne bomo boljš večevali in tako naprej, malo bomo. Hvala. Hvala, Boštjan Kojevič. Ja, hvala lepa za besedo. Torej, moramo zavedati, v kakšnih okoliščinah živimo, ko govorimo danes o poslovnem načrtu komunalnega elaborata. Živimo v okoliščinah, ko smo imeli 10% inflacijo, letos bomo imeli več kot 6% inflacijo, torej rast cen je občutna, posledično je tudi rast stroškov dela in v takšnih razmerah ohraniti in obvladovati stroške dela in posledično tudi storitve komunalne mrežice je dober uspeh in jaz novim direktorju za to čestitam, ker je videl in našel organizacijske prijeme, da kljub tem okoliščinam obvladuje stroške seveda ob garanciji ne zmanjšanja, plus kot celo povečanje kvalitete. Kolikor smo lahko ob podrobnem branju gradiva razbrali in tudi ob poslušanju direktorja, gre za predvsej krčenja na teh splošnih službah in večji poudarek na teh tehničnih, operativnih delavcih, ki so seveda posledično tudi nek garant za boljše storitve. Zdaj, seveda, če grobo pogledamo delitev tega, kar danes o čem odločamo, je eno so seveda stroški komunale, drugo je pa omrežnina. Vidimo, da pri omrežnini grejo zadeve nekoliko bolj, kar je seveda logična posledica več premoženja, ki smo ga zgradili na področju komunalne infrastrukture, ker je to premoženje potrebno vzdrževati in to so tudi sredstva, s katerimi lahko vlagamo naprej, v to, kar je bilo prej rečeno, v posodobitev mreži in v izboljšavo storitev. Zdaj o tem seveda ne odloča komunalna mrežica, kaj bomo delali s tem denarjem, ampak vi, oziroma mi, občinski svetniki, v okviru proračunov, kjer določamo obseg in
mesta posodobitve te naše infrastrukture. Nedavno je župan odprl skupaj z sosednjim županom iz Bistrice ob Sotli posodobitev Bizeljskega tam vodovoda oziroma celega tistega dela, kar je po moje zelo pomembno. Tu nas čaka še ogromno dela, vendar želim poudariti, da omrežnina je osnova za financiranje vsega tega, zato bi se seveda rad izognil oziroma vzdržal kakršen koli posegov v to omrežnino, ker to je občinski denar namenjen nadaljnjemu razvoju omrežja. Torej, vračilo cen za ravnanje z odpadnimi vodami na tiste pred poračunom je tako logično, ker poračun je moral biti narejen zaradi presežkov iz preteklih let, posledično so v nekaj mesecih polovili res plus iz preteklih let, da so ga dali na minus in zdaj seveda prihajamo na isto, kot je bilo pred tem, kljub tej inflaciji, o kateri sem prej govoril. Skratka, jaz mislim, da je delo komunale dobro presirano pod novim vodstvom in želim samo, da se tudi vseh teh usmeritev, ki jih dajete nazadnje tudi na občinski svet, tisti bolj kritični vodstvo komunale zaveda in jih upošteva. Hvala. Sem še na koncu. Zdaj, kar se tiče, tiče malo povedati, sploh Instagram ne bilo. Da bi tudi treba povedati in na tiče se še nekaj, ki imajo še možno popravljeni sami. Da tudi dejansko dovoljajo težani, saj v tistih deli vodo odpravljajo, tudi sami pobirajo omrežnino in tudi sami zaštovati. Je pa res, da seveda ta, če je bilo povedano, omrežnina, ki jo poberemo, se daje z vlastnim delom naprej. Občini Brežice se skrbite, da več 95 milijone spet vodovodov. Vemo, da so velike vodovode delali Križe, Pečice, potem Krajinske, tam nekaj velike doline, tisti, ko bi že morali biti na nek način gotovi, pa niso zdaj gotovi, pa nisem zdaj slišla. Da na vodovodi se veliko dela, dela se tudi, da bi šli nadaljevanje vodovodov, predvsem v Kraški vasi in pa ta del. Čeprav tudi tam imamo velike države za lastništvo, predvsem rezervarja, zdaj gre do projektiranja. Tako da jaz verjamem, da se bistveno več omrežnine, bistveno več vlagamo, ko se omrežnine pobira. Po drugi strani pa treba seveda povedati, da se svobodnike cevi menjajo približno ponavadi tam, kjer je največ defektov, kjer so najbolj slabi v stanju. Je pa res, da svobodnike cevi niso škodljive od cel, v kateri več voda, pa so škodljive še zadevo, ki njimi delajo, kateri povedali. Vendar želja seveda naša je, da bi zamenjali cilje občine čim prej, mislim pa, da je še nešto razkrivati, če sem dobro seznanjen. Pa eno vprašanje še imam. Na eni od zadnjih razprav smo veliko govorili o tem, da bi se čim bolj zmanjšali stroški pošte in me zanima, kaj delate na tem, da bi čim več ljudi dobivalo račune preko internetu. Mi smo ugotovili, da ta pošta vse je draga in 7.500 poslati na mesec, to je skor 7,5 ura, 12 mesecev, to je 600 000 evrov, 1000 rezerve, in jaz res sem pogledal, da imam se malo za produkte, da v teh stroškov čim manj poštnih, kaj to pomeni, da lahko ti zdaj potem namenimo za razvoj. Bi pa za ostale stvari, ko so direktorje dala odgovore konkretne, ker je bilo tukaj nekaj vprašanj. Zgoraj. Hvala za vprašanja. Probam govoriti, kar se tiče samih slovnih predsedov, da je župan nekaj stvari povedal. Mi se pa zavedamo, mi vsako leto dajemo poročilo o tem, koliko je teh cevi, je pa res to ponovadi povezano z investicijami, ki jih občina izvaja. Bez samih vzdrževanj za teh cevi ne minujemo, pa nas, če je za nekaj krajši odcek, pa za večje efekte. Verjetno vzdrževanje pa pomeni samo vzdrževanje obstoječega stanja. Zdaj, povezava z ZERK-om, pa mirovanje je tudi napisano v tem samem načrtu. Trenutno ZERK-om je tako imel odgovorne vode BES, načrt katerega je pač tudi te manjše podjetnike združeval, pa se lahko prijavljamo na razpise. Zdaj, v prvem delu tega imamo pač etalne uslužbenke na porodniškem, tako da bomo imeli zdaj, kam v drugem delu, jaz sem se
iskreno povedano v letošnjem letu, konc leta in za začetek osredotočimo moralno na ta for biznis, ki ga delamo, v bistvu na te stvari, na cene, na izvajanje storitev, na notranje organizacijo in bomo se tudi na vprašanje zelo resno pogovorili sebi, da vidite, kakšna je večja strategija. Trenutno pa zelo sigurno ni negativno za podjetje, ker ustvarja neko dodano vrednost, ustvarja pozitiven rezultat in če neč drugo, v bistvu včasih omogoči, da se lahko neki zaradi tega, ker ima reference, lahko poveže tudi naše te lokalne izdajalce, ne vem, strojnika, tako z nekim strojem, zato da se lahko prijavijo na kakšne razpise, v bistvu pa da tudi neke stvari cenej lahko izvedemo tudi drugače. Zdaj, kar se tiče nakup manjšega vozila, zdaj, noter poslovno črte univerzalno komunalno vozilo, kaj ne gre za ta ponik kamionov, za pobiranje, v bistvu je to, zdaj imamo tega mulota, oziroma da je to komunalno čiste ceste, pa je univerzalno vozilo z metro, z vsemi temi zadevami. Bom pa, to sem že na odboru se zavezal, da bom naredil v podjetju eno temeljito analizo, kaj bi pomenilo stroškovno v bistvu manjše vozilo. Zakaj? Ker veš, občine je vročinsko zelo velika in velike teh prevozov. Zdaj mi s tem velikim vozilom zagotovimo, da lahko eno linijo poberemo v enem delovnem dnevu, bomo dovolj prostora, da lahko v bistvu grejo na teren, pobira in popovdne pride nazaj. Bomo videli, kaj bi to pomenilo stroškovno, recimo čisto te volumni, bomo naredili analizo v bistvu količin, smeti ali lahko tudi manjše z nekimi dobrimi učinki stiskanja v bistvu pobira enake količine, pa da se ne bi stroški povečevali. Tako da to analizo bomo naredili in to sem že govoril tudi v odboru in bomo res enkrat dali točno odbor na vprašanje, ki se je že pojavilo in se spomnil v preteklosti. Kar se tiče zdaj kvalce kakovosti za manj zaposlenih, jaz dvomim na terenu sigurno, sem prepričan, da kakovost se ne mora zmanjšati, ker mi nismo zmanjšali število operativnih zaposlenih. V bistvu zmanjšali smo predvsem te umestne veze, recimo to, da imamo treba vsak vodje enote, ki je bil v pisarni, potem imel svoje ljudi in med tem bi se vedel, da bomo še nek vodje, ki je neko to enoto, tako na operativno nivoju vodo. In potem smo imeli kar neki ljudi, ki so v bistvu po nepotrebnem opravljali te vodstvene funkcije, zdaj se malo ukvarjajo za tem, kar so vodovodani, pač šlapnice v vod delajo stvari, tako da mislim, da bomo s tem kvečem dobili več prej, pa manj imamo teh mrtvih tekov, prehodov, pa to tudi verjamem, da bomo imeli več efektivnih pol. Je pa res pozdravljeno idejo, ki je bila, nisem prišel na to nakratko naravno, pa raznos, v bistvu bi lahko to povezali. Ede se strinjam, mislim, da je treba svetljeno takrat rešitev, da lahko izboljšamo stroškovno učinkovitost, s tem, da to tudi drugo leto tako realiziramo. Različne enote to pripravljajo in očitno nismo bili to pohvaljeni, da bi lahko to tako naredili, da ste sam predlagal in se mi zdi smiselno. Sam komunalno pa se pravi izvaja, da enkrat letno nismo dolžni skladno z zakonom izvajati akcije osveščanja, namenjati del v bistvu sredstva tudi za to, da delamo te akcije. Komunalno se je nekaj prijel in tega pohvalil, tako da jaz pač mislim, da sama razlika v vrednosti ne bi smela biti tak problem, da pa to premisli učinke, ali pa res tak učinek ni. Vprašanje stroškov pošte, pa e-računov, pa imamo, vem, da v bistvu delamo na tem, nimam zdaj točnega podatka, kakšni so trendi, v bistvu, ko smo bili učinkoviti, mislim, da imamo trenutno okrog 1500 na e-računov, od vsega skupaj do 10 000, nekaj 10 000 podrožnice. Sigurno je teh prostora precej in bomo se potrudili, da bi šlo izboljšamo to naredimo. Hvala lepa. Jaz s tem ne zaključujem in gre samo glasovanje. Če želi kdo najprej prisotnost, gremo na točko 9, pa lahko da želite prisotnosti. Še ne imamo kaj glasovanje. V paketu, tako kot imate pračo. Dobro, gremo na glasovanje. Sprejme se sklepno potrebiti vratno oblikovanje cene zdravstvene in zdravstvene. Ja,
Glasujemo 300. Imamo pa vsak naslednji posebej. Dobro, zdaj gremo najprej tudi se poslovno načrt javnega podjetja Komunala Žežice d.o.o. za leto 24. Strmo. Gremo, sprejme se program za obvladovanje kakovosti javnega podjetja Komunala. Glasujemo. In pa tretje, potrdi se letni program skrbe. Tudi ta točka je potrjena.